Spoštovani, sredi tega tedna se igrajo tekme 24. kroga v elitnem slovenskem nogometnem prvenstvu v prvi ligi Telemach. 3 tekme so že za nami, 2 sta na sporedu še danes, sliko smo na našem prvem programu, zdaj že zaenkrat, pravim, je pred njo tudi na tule, zdaj pospremijo tole veliko priložnost za Bravo Ansana in žoga mimo desne vratnice, kakšna priložnost za Kerina je bila to. Sjajno levico ima Čabraja, tule zdaj predložek, Prtajn v priložnosti, še enkrat poizkuša. Kvesič. Jakšič. Van Bruggen z napako, Kerin ima priložnost. Brez 11 metrovke. Križan, Kurtovič, Kavčič. Kavčič lepo v sredino, še vedno Kavčič proti Bajdetu. Bajde ima priložnost, grešil je Gregor Bajde. Armin Kurtovič s predložkom, priložnost morda za Bravo. Priložnost in mimo gola Križan. Križan. Še enkrat na Bajdeta. Bajde ima priložnost, Bajde še vedno, Bajde strelja, brani Banič. Boači. Pa zdaj priložnost in mimo gola. Tole bo sicer kot, poskušal je Olimpije, zdaj pa nevarno, Zmaji po levi strani, to je Alvedin, Zilkič strelja, Orbanič je na kratko odbil, tam je Prtajn in Križan odbija v kot. Takšne žoge so seveda voda na mlin Bravašev, tule pa zdaj Boači! Ne, Aldair, se upravičujem. Napaka Križana, Mudražija do žoge, Mudražija pa Aldair. Aldair s predložkom, Prtajn! Najlepša priložnost Olimpije na tekmi. Potem najprej napaka Križana, potem še Ansane, Mudražija. Padel je Mudražija in 11 metrovka. 11 metrovka, prekršek nad Mudražijo. Zilkiča in brani Orbanič! Obramba Orbaniča! Ostaja nič proti nič! Ostaja nič proti nič v spodnji Šiški! Mreža Brava ostaja nedotaknjena, zdaj pa celo priložnost za Maružina. Vendarle Van Bruggen. Tada tu je Matija Kavčič, ki strelja prek gola. Dejan Grabič, pred tekmo ste dejali, da si želite boljšega vstopa, dobili ste ga tako v prvem kot v drugem polčasu, sicer svojih priložnosti niste izkoristili, koliko grenkega priokusa ostaja zaradi tega? Ne ostaja, zato ker mi smo večino tistega, kar smo se dogovorili v nekem načrtu za tekmo, zelo solidno izpolnjevali, veliko drugače kot na prejšnji tekmi. In posledica tega je bila, da smo bili kljub temu, da smo bili v fazi napada malo nerazpoloženi danes, nenatančni, ustvarili kar nekaj situacij oziroma čistih priložnosti za zadetek. Tukaj je pa potem sem odločitev tistega, ki je v priložnosti in tukaj ni nobene zamere. Se pravi, popravljati naprej zadeve in poskušati na naslednji tekmi vzeti še kaj več. Omenjali ste veliko število priložnosti, bi si morda želeli, glede na to, koliko ste jih imeli, da bi iz te tekme iztržili več?
Ne bi rekel, da smo imeli veliko priložnosti, imeli smo jih pa dovolj in dobro izdelanih, se pravi, ne težkih strelov. Glede na to, kako se je potem razpletala tekma naprej, moramo biti zadovoljni s točko, ker Olimpija ne glede na vse imela 11 metrov v zadnjih minutah. Mi smo pa delali in nekaj situacij več ob zaključku tekme, predvsem zaradi naše nekoncentracije, ko smo pod pritiskom delali neumnosti zadnjih 10-15 minut in jim ponujali v bistvu iz nikogaršnjih žog neke zadeve proti naprej. To je še stvar, zaključki tekem so zelo pomembni v naši ligi, ker takrat se večina tekem lomi psihološko in telesno, tako da tukaj bomo za naslednjič malo bolj pametni. Priložnost ste na današnjem srečanju ponudili Matiji Orbaniču, on pa vam je zaupanje vrnil s tole obranjeno 11 metrovko. Opišite nam, kakšne misli so vam švigale po glavi ob tisti 11 metrovki. Moje misli so bile, da si ne bi zaslužili poraza na današnji tekmi in sem bil, ne bom rekel prepričan, ampak sem imel dober občutek, da bo, ker vem na kakšen način, naši vsi trije vratarji so odlični v branjenju 11 metrovk in vem, da veliko preštudirajo, kakšen igralec strelja ponovadi in tudi čakajo, delajo strelce nervozne do zadnjega trenutka in tukaj je res naredil odlično obrambo. Dino Skender, z izjemo tistih uvodnih minut prvega polčasa, v katerem je imel Bravo lepo priložnost, ste prevladovali, imeli nekaj strelov, a do tistega pravega zaključnega ni prišlo, glede na to, da ste na zadnjih dveh obračunih vselej dosegli 2 zadetka. Kaj je po vašem mnenju tokrat zmanjkalo v zadnji tretjini? Pa dobro, mislim da sad kroz prizmu danas utakmice znamo koliko je to tvrda utakmica i jednostavno se u takvim utakmicama lomi otpor Brava na domaćem terenu samo sa onako intenzitetom i dok ih ne presalomiš, to nije ni malo lako. Mi smo sve onako, mislim, radili po dogovoru, bili organizirani, kompaktni, vršili pritisak i taman smo ušli tih zadnjih nekih, pa rekao bi možda par minuta drugog poluvremena ne, a sve onda ostalo drugo poluvreme smo vršili pritisak, pokušavali doći u neku situaciju za zabit gol. Nažalost, bilo je stvarno na kraju par onako mrtvih šansi, što se kaže, i 11-terac na taj način se i može pobjeđivati ovdje, ali nažalost nismo iskoristili, tako da eto, realizacija, mislim da je bilo dovoljno šansi da pobjedimo utakmicu, ali i malo peha i nesreće u tom 11-tercu i nažalost zato nismo uzeli 3 boda. Omenjali ste zadnjih 10 minut, takrat se je tekma zares razživela. Bi morda od svojih fantov, glede na pomembnost tekme, pričakovali nekaj več urgentnosti pred to 80. minuto? Pa dobro, opet tu se pita i protivnika. Oni vrebaju iz tog obrambenog bloka skroz u situacije da se neka lopta izgubi i da nam izađu u kontru. Znamo otprilike kako su i oni postavili obranu, to je dosta kompaktno, čvrsto, teško je probijati takav 5-4-1 defanzivni blok, tako da apsolutno mi smo pokušali biti i napadački orijentirani što prije, ali kažem, nailazili smo na tvrdu obranu, kako je utakmica odmicala, tako smo bili sve opasniji, sve bliži golu. I kažem, nažalost, kud bolje šanse nego taj i 11-terac i još tu par izrazitih prilika, ali nismo ugurali loptu preko linije. Matija Orbanič, na koncu tekme, Bravo nič, Olimpija nič. Dolgo časa je bila na igrišču uspavanka, potem v zadnjih 10 minutah se je tekma zelo razživela, na koncu tudi tistega 11 metrovka, ki ste jo obranili. Kako ste sami videli to obračun? Pa ne bi rad komentirao sve obrambe, nego to je zasluga cijele ekipe kad smo grali cijelu tekmu 90 minut. Za to piku smo se držali na črtak i nam je trener rekao pred tekmu, pa pred koncem prvega počasa tudi u slačilnici in pikako 3 pike. Opišite nam, kako ste se pripravili na tisto 11 metrov, kot tisti morda celo odločilen trenutek tega obračuna. Ste morda prebrali namjero, videli v njegovih očeh? Pa nisam vidio u očima, koliko sam upratio govor tijela. Znači, to je više manje golmanski instinkt i kako je postavio nogu, kuk, to golman i razumio.
ni kapun, dolgo časa smo čakali, da bi se tekma razživela, na to pa eksplozija akcije v zadnjih 10 minutah obračuna. Kako ste sami videli to tekmo in kako obžalujete zapravljeno 11-metrovko? Ja, res je, kot ste rekli, tekma je bila mogoče na začetku z malo manj priložnosti, težka tekma, težak nasprotnik, to smo pričakovali. Na koncu mogoče te naše menjave so spreobrnile potek tekme v našo korist, oziroma da smo si ustvarjali večje šanse. Žal se ni šlo, hoteli smo 3 točke tukaj, ampak nimamo kaj. V nedeljo nas čaka nova tekma. V začetku prvega polčasa je sicer Bravo imel tisto lepo priložnost, potem pa ste vi prevladovali skozi celoten prvi del. Kaj je tokrat zmanjkalo v napadu, da bi dosegli tisti zadetek? Kajti priložnosti saj z vaše strani ni manjkalo. Ja, res je. Mislim, da smo imeli več priložnosti kot Bravo in mogoče je manjkala na koncu koncentracija pri zaključku. Na nam je, da to popravimo, da delamo trdo na treningu in mislim, da bo potem tudi na tekmah boljše.